Danes vam posredujemo en predlog, kako lahko najbolj izkoristite moč jesenskega enakonočja za to, da se energijsko pripravite na jesen, na zimo in da izkoristite to moč narave in energijo ognja. Na kakšen način? Na način, da ravno to obdobje in to energijo združite z najstarejšim ritualom očiščenja na svetu, to je ritual hoje po žerjavici. Danes je v moji družbi, zato da nam malce predstavi vso to zadevo, oče varuh hoje po žerjavici v Sloveniji. Dolga leta nazaj si pravzaprav začel. Imaš kakšno številko v glavi, koliko ljudi je šlo že s tabo čez žerjavico? Zdaj, če samo pogledam, koliko je bilo klepetovih gledalcev, jih je bilo zdaj verjetno že okrog 500. Je bilo kar veliko, ja. Računaj, da od 88. leta sem začel vsako leto in kar. Na začetku sem štel, moram priznati, samo da se znam. Potem sem bolj bupil. Koliko je bila pa največja žerjavica, recimo, za največ ljudi hkrati? Največja je bila 120. 120 ljudi hkrati. Ampak zdaj ob klepetu, ob kavi se pa zelo približuje tej številki. Odlično. Priložnost in možnost, da se ujame to jesensko enakonočje, bo 17. Ampak 17. ne bo jesensko enakonočje. Kako je zdaj s tem? Kako se obvladujejo te energije? Pravzaprav cel september je pod vplivom enakonočja. Še posebej enakonočje tam pride nekje okoli 21. 22. prehod sonca iz Device v Tehnico. Ampak par dni prej in par dni kasneje je zelo močna energija. Pravzaprav cel september, generalno v celem letu je idealen čas za duhovni razvoj. Pravzaprav vse šole, ne samo šolski sistem, ampak tudi duhovne šole, meditacijske zadeve, karkoli se začnejo vedno septembra, ker to je idealen čas, da začnemo nekaj delati na sebi. Zaradi tega je tudi neslučajno se začne šola septembra. September je idealen čas zaradi tega, ker je za nami kar stresen del leta. Res se je nabralo. Vse, kar smo napovedovali na začetku leta, vmes, dejansko se več ali manj dogajalo. In pred nami so zelo, ne bom rekel turbulentni časi, ampak zelo stresni, izzivalni, pa še vedno se nam odpirajo zelo dobre in močne prilike. Zaradi tega je dobro, da bi izkoristili vse te energije, ki so potencialno pred nami, je dobro, da nekaj naredimo zase, da se očistimo, da se umirimo, da mečkam skupaj nekako se usedemo oziroma ustavimo. Carlos Castaneda bi rekel, ustavimo svet, na en način umirimo Se pravi, je to neka priložnost, da hkrati pozdraviš neke svoje dušne rane, zadeve, ki te morijo, zamere, krivde, samoobtoževanje. Hkrati pa v bistvu kolektivno se bo dvigovalo vibracijo, verjetno za vse v Sloveniji, za jesen in za zimo. Absolutno. Pravzaprav september in pravzaprav ta energetski, zelo nabit moment je idealen čas, da se pomirimo, uskladimo s preteklostjo, karkoli to že pomeni, odnosi, energije prednikov, karkoli, in da ustvarimo novo priliko, da se soočimo in da privabimo nove energije.
to, kar delamo na individualnem nivoju, pravzaprav vsak od nas primore kolektivnemu, da zmanjšamo napetosti, da vlijemo dodatne pozitivne energije. Ker vsaka sprememba, kolektivna sprememba se vedno začne z individualno spremembo. Zaradi tega je to vabilo vsem dušam, vsem ljudem dobre volje ali pa vsem ozaveščenim ljudem, da se zberemo, da nekaj prispevamo, ne samo sebe, ne samo zase kot individualno, ampak da prispevamo temu svetu, to, kar si rekla, naši državi, naši regiji, pravzaprav celi zemlji. Ne. Zakaj je Kurešček lokacija, kjer se bo to dogajalo? Jaz sem že na začetku iskal mesta, lokacije, kjer bi jaz najlažje, najboljše prihajal v stik s to energijo. Na začetku sem imel na Primorskem zelo močno energetsko točko. Primorska je zelo močna, kar se tiče tega. Potem sem pa našel pred 20 leti Kurešček in takoj me je privabil in takoj sem začutil, jaz osebno, da sem zelo povezan energetsko. Če jaz nekaj začutim, da je nekaj zame v redu. Ampak tudi drugi ljudje so nekje začutili, da je Kurešček zelo zanimiva. Slovenija ima nekaj zelo močnih energetskih točk. Kurešček je ena od teh energetskih točk v Sloveniji, ki se splača obiskati. Veliko legend je tudi povezanih, celo v krščanski religiji. Ogromno stvari se je dogajalo na Kureščku. Med ostalim tam so lovili čarovnice. Okay. No, pa zdaj bomo ogenj zakurali. Mogoče se pozdravijo tudi kakšni stari spomini. Moram povedati, da je tam na Kureščku zelo zanimiva cerkev. Sicer res nisem nikoli bil vezan na organizacijsko tipologijo duhovnosti, kot je cerkev. Ampak če opazim ali pa če zaznam, da je to mesto zelo močno, mi je čisto vseeno, ali je to cerkev, mošeja, ali ašram, ali karkoli. In ta cerkev ima zelo močno energetsko točko. Ta cerkev. Super. Hvala lepa, Jimmy. Veselimo se